Vsi poznamo situacijo, ko besede zletijo iz ust, potem pa nam je žal. Besede imajo težo in ne zadanejo le ušes, zadanejo občutek varnosti med dvema človekoma. Moj gost je mednarodno certificiran trener nenasilne komunikacije, Javor Škerl Vogelnik. Govorila bova o tem, kako takšna komunikacija spremeni način, kako se slišimo in kako ohranjamo odnos tudi takrat, ko ni najlažje. Če si tudi ti kdaj želela oziroma želel besede vzeti nazaj, te vabim, da ostaneš z nama. Javor, živel. Živa. Prav lepo pozdravljen in prav veselje mi bo tale pogovor. Meni tudi se veselim, tako prijetno vzdušje. Kar začniva. Začniva odkrito. Kaj vse si se moral ti naučiti skozi svoje odnose, preden si začel učiti nenasilno komunikacijo? Zdaj, če gledam nazaj, mislim, en izmed povodov, zakaj sem jaz začel pač to študirati in raziskovati, je bil pač en del je bil čist iz tega, ker jaz sem drugače diplomiran profesor športne vzgoje in potem sem gruntal, kaj bi delal naprej in sem rekel, da se nekako ne bi zdaj učil, ne bi bil pač učitelj telovadbe, bi nekaj drugega in potem sem rekel, ok, z vidika biznisa, nečesa, pač si želim se certificirati z enega pristopa in mi je bilo takrat to nekako blizu in sem rekel, temu bom sledil, ne. Drugač je bilo pač čist, ja, kako pač izboljšati komunikacijo v odnosih, kako ne vem, razumeti bolj pač prijatelje, partnerke, neke družinske dinamike v odnosih. Tako da mogoče naučiti sem se mogel ali pa postopoma tudi skozi to raziskovanje tega pristopa sem se bolj in bolj razumeval in še vedno razumevam in se učim, koliko ne znam ali pa nisem znal komunicirati. In to mi je neka taka konstantna spremljevalka. Ja. To, tako me zanima v bistvu. No? Okay. Če dalje bolj me zanima, kako za Boga vzpostavljati ene take fajn odnose, pristne odnose, da sem jaz ok, da sem jaz slišan, da je druga oseba slišana. Ja, kako to narediti z recimo različnimi ljudmi. Okay. Zdaj, nenasilna komunikacija, verjetno ima vsak svojo predstavo, kaj to je. Ampak tako, če bi rekla v praksi, kako bi nekomu, ki res nima ideje, kaj to je, pojasnil? Pač v osnovi je to pristop po Rosenbergu, to je ameriški psiholog, pokojni, on je pač razvil ta koncept, je globalno uveljavljen in osnova so pa učenje 3 konkretnih veščin. Se pravi, učimo se veščin komuniciranja in to so pač izražanje po eni strani, kako se lahko jaz izrazim v polnosti, kako se zavedam lahko svojih potreb, tega, kar se dogaja v meni in da se lahko izrazim na način, da me druga oseba sliši. Celo mogoče, da ustvarim nek prostor, ko me druga oseba sploh lahko sliši. Potem druga veščina je poslušanje, a znam prisluhniti drugi osebi, a se zavedam nekih osnovnih vzorcev neposlušanja, a znam prisluhniti preko besed. Se pravi, a razumem pač besedišče, elemente jezika, ki ga uporabljam in a znam pogledati, kaj se skriva v ozadju. In tretja veščina pa je ta sama empatija, kako pa nekako zaobjemam to svojo človeško naravo. Kako si lahko se učim prevzemati odgovornost in zaobjemati vse te procese, ki se dogajajo v mojem telesu, v smislu občuti, potreb, svoje človečnosti in da sam sebe, to je ta nek self-parenting, da sam sebe lahko nosim, držim, podpiram navznotri. To je čisto na kratko, so to te 3 veščine. Pa mogoče sam še to, veliko je poudarka, tako kot sem prej omenil, na razumevanju forme jezika same, strukture jezika,
na razumevanju dinamik moči v odnosih. To je zelo zanimivo za marsikoga, kako te dinamike moči potekajo in se odvijajo. Kaj to pomeni, če ti lahko vejco skočim? Dinamika moči pomeni, recimo, pač povezuje se z živčnim sistemom, to je tudi neka tematika, ki jo zdaj zelo raziskujem zadnja leta. Dinamika moči pomeni, kam se jaz v pogovoru pomaknem. Se pravi, jaz pomaknem v poskus nadvladovanja, recimo, da jaz skušam tebe zdaj preglasiti in ti dokazati, da jaz imam prav, s tabo pa nekaj narobe, ne? Tvoj pristop ni pravilen, moje pravilen, ne? Recimo, to bi bila ta dinamika, ko te skušam nadvladati. Pravi, jaz sem prav, ti nimaš, ne? Druga dinamika je podrejanje, ne? Da se jaz podredim, ali pa da bi se ti podredila, recimo, vsi se pomikamo, ne? Tretja dinamika je potem zamrznitev, zmrznem, ne vem, kaj bi rekel, sploh se ne uspem odzvati, in potem je pa še ugajanje. Tako, to so neke take 4 osnovne dinamike in navezuje se na živčni sistem, no. Se pravi, kako funkcionira živčni sistem, in z moje perspektive v bistvu večina komunikacijskih odzivov, odnosov, tudi družbenih struktur izhaja, tako kot jaz gledam, iz tega, kako smo v živčnem sistemu. A je ta živčni sistem v tem preživetju, ne? A smo nekako bolj zrelaksirani? Ja, popolnoma razumljivo, jasno. Razmišljam zraven o tem, živčni sistem. Seveda se mi je potem takoj narisala zgodba, kakšne izkušnje imaš recimo v odnosih, a ne? Ko si rekel zmrznem, si predstavljam, da je to nek travmatičen odziv. To so v bistvu vse travmatski odzivi živčnega sistema. Če gledamo, odvisno po katerem pristopu pač se gleda, ne? Ampak recimo to je delo Petra Levina, predvsem, ne vem, če kaj poznaš. Pač to so te 4 odzivi in delegirajo, kako se telo, organizem odzove pri soočenju z neko grožnjo, z neko ogrožujočo situacijo. Si ga glih omenil, ful mi je bila všeč njegova knjiga, se govoriva, ne? Prebudite tigra v sebi. To je. Fajn je bila, res, priporočam. Pa tudi recimo njegova, to so tudi pristopi, kombinacije teh pristopov, vse to, kar res le delim, pač s večino stvari, ki sem jaz izkušam in sem jih preizkusil, pač tudi na sebi, ne. In jaz sem šel tudi kar skozi eno, med drugimi tudi daljše, približno leto pa pol raziskovanja, oziroma da me je druga oseba terapirala iz tega somatic experiencinga pa NARMA, ne. To so v bistvu po Petru Levinu pa po Lawrencu Hellerju, ko v bistvu ravno obravnava to delovanje živčnega sistema in te traumatske odzive. Javor, kako bi recimo v praksi pokazal, kakšen bi bil odziv na način oziroma po tehniki nenasilne komunikacije? Ali pa pač nek običajen, klasičen zdrs, da va reči v komunikaciji, ki se zgodi? Mislim, zdaj ne vem, lahko razločim, jaz sem pač super, Javor ima 2 lutki, za tiste, ki samo poslušate, ki ne gledate, 2 da ji ti predstavi, no. Pač to sta 2 maskoti, žirafa pa šakal, to uporabljamo pri nenasilni komunikaciji za neko lažjo, enostavnejšo ponazoritev različnih oblik odzivanja in tudi različnih jezikov, ne. Zdaj, to, ko omenjaš zdrs, recimo, me zanima, jaz najraje delam nekih čim bolj konkretnih primerih. Sem vedela, da me vprašal, ampak zdaj imam tako, a veš, blank glavo, zdrs. Recimo, pridem domov utrujena, ne, in ker sem utrujena, sem seveda sitna in vse je narobe, ne, in namesto da, ne vem, sinu rečem, sine, kako si, kakšen dan si imel, ne, sem jaz a spet nisi mogel pospraviti čevljev za sabo. Ajde, malo si izmišljujem zraven, ampak recimo. Če obdrživa to frazo, recimo, se mi zdi vsem dokaj mila, ampak recimo bi lahko bil nek, recimo to nek napad, recimo, bi bilo. Mislim, sin tam, veš, je v svojem spaceu nekaj dela in potem pride matka domov, utrujena, on the edge, in je itak, karkoli bi se zgodil, vse narobe.
No, recimo, bom povedal pač najprej par istočnic, pač povedala, če se zdi podporno. Recimo, prva stvar, ki se mi zdi pri teh situacijah pomembno, je razumevanje razlike med sprožilcem pa vzrokom. Se pravi, zakaj se ti tako počutiš, ne? In tako, kot si rekel, ti si bila pač utrujena, zelo verjetno je pač prisoten nek stres, verjetno zaradi napornega dneva, ne? Se pravi, ko smo pač pod stresom, tle spet govorimo o živčnem sistemu, ne? Se v bistvu ta prekomerna aktivacija tega živčnega sistema. In potem doživljamo zunanji svet in odnose kot ogrožujoče, tudi če temu ni tako. V tem primeru je lahko recimo nek trigger, tako kot si sama rekla, neki čevlji, ki so razmetani. Ne? Ja, ko pogledaš na njih tako v normalnem state of mindu, si rečeš, mislim, da ne. Kaj ste zdaj ti tle čevlji na poto? Tako da v prvi fazi pač sam se vprašati oziroma razlikovati, koliko pač uspemo, vse v bistvu v smislu nekega povabila, ne? Ampak to zdaj, kaj me je sprožilo? Se pravi, sprožilo me, ko si pogledala te čevlje, da so pač razmetani, oziroma kaj bi tle se lahko tudi vprašaš, kaj bi posnela kamera dejansko, to tudi se mi zdi zelo uporabno, zelo velikrat to uporabljam, ne? Kaj za Boga bi zdaj v tej situaciji posnela kamera? Če bi jaz zdaj dal kamero, če bi dala kamero tam, ki bi posnela tebe, ko priješ v stanovanje, ne, pač ti bi vstopila noter in tam so neki čevlji, ki so mogoče, ne vem, malo zamaknjeni, preobrnjeni. Malo so na poto, ne? Na poto, recimo, ne. In drugo razlikovanje, s katerim se lahko pomagaš, je, kako si ti to interpretiraš. Ko si ti razložiš to situacijo, ne, mogoče si ti to razložiš, jaz ne vem, to moraš pri sebi, to vsak pol pri sebi pogleda, mogoče si ti to razložiš kot noben mu ni mar zame, recimo, ali pa pač kakršnakoli ta interpretacija. Ampak, a povežeš s sabo v takem momentu to? Ja. V smislu, ki si rekel, noben mu ni mar zame, ne? V osnovi je pač povabilo k temu, da se zavedaš, da se zavedamo, da je to interpretacija, da je to si izmislila, to si izmisluješ. Razumem. To je zaradi. Ampak do te interpretacije prije zaradi tega, ker pač le so zdaj tudi prepričani, ampak zaradi tega, ker te je pač to sprožilo, ne? To je bila neka konkretna situacija, ki se tam zgodila, to te je pač sprožilo nek čustven naboj, ki si ga prinesla že v bistvu iz službe, ne? In potem namesto, da bi se ti takrat recimo ustavila, mogoče zadihala, se vprašala, ok, čevlji so, moje življenje ni ogroženo, vse je ok, ne, hiša stoji, on je živ, jaz sem živa, recimo, ne. To so dejanske stvari, ki se mi zdi, da lahko dejansko pomagajo, ne. Potem se lahko vprašaš, kako se zdaj ti v tej situaciji počutiš, ne, in potem lahko greš vase, namesto da greš takoj v ta odziv, recimo obtoževanja, ne. Kako se zdaj počutim? Ja, v bistvu me to frustrira, ne. Recimo, če občutek v obliki frustracije, v bistvu čutim nek stres, neko napetost, recimo, ne. In potem iz teh občutkov v potrebe, kaj rabim? Rabim mogoče nek red, če je to poanta, ne, ali pa čistočo, ali pa rabim sam podporo. Mogoče si zaradi stresnega dneva, ne, ti je pomembno biti recimo slišana, pa ti je pomembna neka podpora, da ti bi nekdo prisluhnil, recimo. In če začneš vnašati zavedanje svoje potrebe, ne, potem iz tega lahko greš naprej v nek drugačen odziv, recimo v neko prošnjo, namesto da potem se začneš recimo zdirati na sina, ne, ga obtoževati, ne, to je v bistvu ta šakali jezik. Rečeš, ne, jaz v bistvu rabim support zdaj. V bistvu sem zmatrana, utrujena, a mi lahko prosim se zdaj sedeš z mano na kavč, mi narediš tle en čaj, pa mava 20 minut pogovora, kako ti je to. Če je to ta potreba, recimo, ne. Ok. Tako da na ta način lahko recimo preobražamo ta šakali jezik, ki je jezik v bistvu obtoževanja, ne, ti si kriv, pa kaj je s tabo spet narobe, ne, pa kaj se ti greš, ne. Spet si pustil vse razmetano, ne. Še enkrat, da to vidim, samo še enkrat, da to vidim, ne. Obtoževanje, grožnje, zahteve, evalvacije, ne.
diagnoze, ne, koliko si ti neumen, ali pa ne vem, kaj bi bilo v tem primeru, kakšen... Koliko si šlampast, koliko si nerodoljuben. Ja, koliko si nerodoljuben, koliko si šlampast, koliko si... Se pravi, napademo kukar identiteto. Niti ne identitete, mislim, gre za formo jezika, ki jo uporabimo. Ne, recimo diagnoze, če jaz rečem, koliko si ti šlampast, ne, to v bistvu, to so te elementi tega šakaljega jezika. Se pravi, če pogledamo, jezik, ki ga uporabljamo, ima neko specifično strukturo in vsebuje neke elemente. In večinoma uporabljamo ta jezik, ne, nekoga ali obtožujemo, ali pa sebe obtožujemo, ali okrivljamo, ali grozimo, ali zahtevamo, ali diagnosticiramo, ne. Ampak to se dogaja zaradi programiranja, ker smo se pač nečesa tega naučili. Mislim, tako, zdaj, ko te poslušam, ne, se pravi, in si skušam ponovno predvajati ta svoj prihod, recimo domov, ne, po vsem tem, kar si povedal. To pomeni, da vam jaz v danem momentu, ko to s svojimi očmi zajamem, recimo, hodnik razsud, ne, toliko dela, da že zaradi tega, ker če se obrnem nazaj vase, ne bo prišlo do tega outbursta, kako lepo rečem? Izbruha, ja. Do tega izbruha. Se pravi, da se jaz zavedam, kaj vidim, da zadiham, da prepoznam, kaj sva rekla, kaj mi je pomembno, kje je moja potreba. Ja, kaj so tvoje potrebe zares, oziroma v prvi vrsti, ko se počutiš, ne? Ja, predtem, ja. Kako se počutim, kaj je moja potreba in potem skomuniciram. Ja, izhodišče za komunikacijo naj bo potrebe. Ker pač to je ta komunikacijski lup, ne? Ponovadi je pač nekaj vidimo, to v nas nekaj sproži, ta čustvena boj je doskrat pač intenziven in potem se odrežemo od tega čustvenega sveta in gremo v ta jezik obtoževanja. Drugi so krivi, ti si kriv, ne, kva se greš spet, kva mi spet težiš, kako ne moš tega pospraviti, mislim, lej, jaz vse naredim, tle cel dan delam in prijem domov in ti si tam na računalniku in tle vse razmetano in niti nisi smeti odnesel ven. Ker znanje so ti tele, slišam. In je v bistvu, mislim, je fascinantno, ko to gledamo, ne. To je standardni komunikacijski lup, mogoče delno gre lahko tudi za release, za sprostitev neke napetosti, ki jo mogoče nisi recimo v službi uspela ali pa nismo uspeli drugje sprostiti, ne. V bistvu je pa nek klic na pomoč, v bistvu gre v ozadju, gre pri takemu izražanju za nek, recimo temu, tragičen poskus, s katerim skušaš ti ali pa pač kdorkoli, ne, tudi meni se dogaja, skušamo zadovoljiti določeno potrebo. In tragičen, zakaj? Ker recimo, da je pač tvoja potreba je mogoče po miru, zares, lahko je tudi po redu, ne, in čistoči, absolutno ne rečem, ampak recimo, da je po miru, po redu, pa po podpori, sva rekla, recimo. In kakšna tragedija je, da če imaš ti imaš te tri ključne potrebe in ti pa začneš potem drugega obtoževati in se tam pozdigovati glas, recimo, ne. Zelo se bo bistveno se zmanjša verjetnost, da bo druga oseba to prepoznala, da ti v bistvu rabiš support. Ne bo, ne, seveda, ker gre verjetno tudi na drugi strani, potem se avtomatsko vključi nek obrambni mehanizem, ne. Ja, to so te dinamike moči, ne. Ti napadeš, ne, ampak napadeš to je ta preživetven vzgib. To je spet ta živčni sistem, ne. In spet še eno, pač ta dodaten korak bi ga samo omenil, ne, ker se mi zdi zelo pomemben, ta moč observacije, se pravi, a je zdaj res taka panika, a je moje življenje ogroženo in večinokrat, ne, lahko pač potrkamo, ne, ni, ne, še posebej, ko smo v nekem domačem okolju ali pa službenem okolju, pač ni zares, ni vojna, ni nekdo, ti ne preti za življenjem. In da se pač zavedamo, da se zavedam, da se opominjam, da pač moji možgani bojo pa se zaradi te neke prekomerne aktivacije se bojo tako, oziroma cel moj sistem se bo prilagodil temu, ne. Torej, mamica bi prišla domov, zavzdihalna, sine, toliko naporen dan je za mano.
Da je raba meni objem. Pa ti le čevlje posprav. Malo heca na koncu, ampak ja, verjetno bi se čist druga energija v odnosu zgodila. Ja. Ali pa lahko, recimo, spet, če greš iz vidika izražanja, recimo, ne, to so spet te 4 koraki. Observacija, občutki, potrebe, prošnja, ne. Kaj je tvoja prošnja njemu, ne? Mogoče, recimo, še posebej to so dostakrat primeri, ker se neke stvari ponavljajo. To je ponovadi problem, recimo, ne. Je lahko neko vprašanje, recimo nek tak izraz v smislu te žirafe, ne, teh 4 korakov bil, pač ja, prišla sem v službe, v bistvu sem pod stresom, vidim te čevlje, v bistvu me to res me to frustrira, ne, če te to res frustrira, ne. Ne, mi lahko prosim, res mi je pomembno spoštovanje naših dogovorov, glede čistoče, a se lahko usedejo, pa se pomenva, ne, zanima me slišati, kaj ti preprečuje, da bi to pospravil. Pa nočem te obtoževati, bi si želela imeti res stik okrog tega. Pač ti slišiš, me pa zanima, kako si ti s tem. A vidiš razliko? Ja, ful razlika. Seveda sodelovalni ali pa razdiralni. Ne? Ali pa če grem, ne, jaz spet, ne. Ja. Spet si to naredil, kaj se pa ti greš, ne, ali koliko si zanikrn, ne. Ok. Tako da na tak način se potem tle igramo za razumevanje teh vzorcev v komunikaciji in programov tega jezika. Najbrž je podobno, recimo, če, ne vem, otrok zamuja domov, dogovorjeni smo bili, da pride ob določeni uri, niti ne javne noč, ne, in seveda, če to sredi noči starša skrbi, kje je, ne, in ko pride domov, planaš na njega. In verjetno on takrat ne sliši tvoje skrbi, ampak se zgodi čist nekaj drugega. Ja, pač podobna situacija. Tle spet recimo, ne, če kot starš planeš, spet prelagaš svojo odgovornost za svoj notranji svet na njega. Ne. To je v bistvu jezik obtoževanja, v bistvu prelaganje odgovornosti na nek način. Ne. Mene je strah in ker tega strahu ne znam pri sebi predelati, ker mi je pomembna varnost za tega otroka, recimo. Ne. Je pomembna varnost, mi je pomembno spoštovanje dogovorov, skrb je odzadaj. In ker tega pri sebi ne znam predelati, grem pol s tem čustvenim nabojem ga gremo potožiti. Ampak tle si spet si naredim v bistvu medvedjo uslugo. Spet, če je moja potreba po varnosti in po stiku s tem otrokom, in če ga jaz začnem tam obtoževati in nadirati, a bo imel večji stik? Ne, seveda ne. Ne bo imel, ne. Tako da ne. In mislim, zato se mi zdijo, meni je to všeč pri tej nenasilni komunikaciji, ker je zelo tak praktičen pristop in v bistvu meni zelo velikrat pomaga, pač kadar to uspem, ne, mi pač pomaga, da ne, po domače povedano, da ne ustvarim še večje škode v odnosih, ne, da ne sabotiram v bistvu svojih potreb in potreb drugega človeka. Rekla sva, da bova imela praktične primere. Ne? In zdaj bi se spet za trenutek vrnila nazaj na čevlje, na situacijo, ko recimo, da bi mama prišla na primeren način do njega, ne? Ampak jo sin zavrne z besedami, da ti čevlji sploh, a to je sploh pomemben. Ja, da je matka, kva mi teži. Mislim, ja, no, recimo, hvala Bogu smo že ven iz te faze, ampak ampak, a veš, tle si potem spet na preizkušnji. Zdaj lahko ti malo teoretično obrazložim, lahko pa kasneje tudi probava kaj odigrati, če hočeš direktno, ali pa jaz skušam s temi lutkami. Ja. Spet je to nek odziv, ne? In tako kot lahko mi pri sebi raziskujemo te odzive, tako jih lahko v bistvu to potem gremo v to poslušanje, potem lahko to v bistvu preslikamo tudi, da podobni procesi, ko se v nas dogajajo, se tudi v drugem človeku dogajajo, ne? Se pravi, ta sin ali ta drug človek ima tudi čučni sistem, ki se ima enake karakteristike, zelo podobne karakteristike, ne, preživetvene odzive. Ne. On je tudi programiran s tem jezikom. Ne. In je zelo verjetno tudi v neki prekomerni aktivaciji in se potem odreže od svojih potreb. In ta njegov izraz, ne, da matka, kva mi spet težiš, spet mi boš težila zaradi teh čevljev, ne, mislim, kva je s tabo, ne, recimo, ne. Spet
pomembno pač malo potrenirati, ampak to se da s treningom, se da postopoma to zaveščati. In se lahko vprašaš, recimo, kot starš v tisti situaciji, če uspeš med ta moment pauze, ne, da ne planeš ti nazaj. Ker tle nas potem pozavajo te preživetveni mehanizmi. Ne. Jaz napadem njega, on napade tebe, ti njega, ne, in se v bistvu borimo. Ne. A v bistvu ni življenja, nobenega ni ogroženo. Zato je to pomembna ta regulacija živčnega sistema, zato sem začel s temi dihalnimi vajami tudi. Ne. Kar lahko potem tle naredimo, je, da se lahko vprašamo, spet počasniti, jaz bi rekel počasniti, kolikor lahko, zadihati, stik, osnova je tudi stik z gravitacijo, ne, s tlemi, nekako sidranje v... Sprav, da začutiš. Kje sem zdaj spet, ne, to je spet ta observacija, kje sem zdaj, ne, tle sem, zadiham, že sam z vnašanjem kisika in sproščanjem telesa, te sili gravitacije, se lahko malo bolj usidramo dan trenutek, ne? Da ni take panike. A je res taka panika? V bistvu ni take panike. Ne? In potem se lahko vprašam, kaj mi hoče zdaj zares on povedati? Kako se mogoče zdaj on počuti in katero potrebe skuša zadovoljiti s tem, ko uporablja tako formo jezika, kot jo uporablja. Se pravi, ta njegova forma jezika je, kva mi spet težiš? Kva je s tabo? Ne? Se bi lahko že zdaj, recimo, to zdaj že malo tako osebni delavniški del. Pomislila sem, kako grozljiv ton, energija gre, kako dober, kako se uživiš. Leta prakse različne. Teh primerov. Ampak gre v bistvu, ker izhajam iz čustvenega naboja, ne? In zato je recimo povabilo tega, da ne toliko verjamem besedam. Besede so pač vrh ledene gore, esence, ki jo sporočamo. Ne? Esenca je tle v tem tonu, ne? Esenca je vzadi, je ta čustven naboj, ta žmoht v bistvu, ne? Energija. In vzadi so potrebe. Ne? Kam mi težiš? Ne? Se pravi, kako se jaz počutam, ne? Če bi se jaz na tak način odzvanil? Kva je s tabo? Ne? Kva mi spet težiš? V bistvu jaz čutim bolečino. Mene boli. Zanimivo. Meni je pomembno spoštovanje tudi. Mi je pomembna videnost, mi je pomembno spoštovanje, mi je pomemben en obzir, ne, da ko prideš domov, da ne vem, mogoče da malo pozdraviš, mogoče vprašaš, kako sem, kje sem. Mogoče mi je pomembna svoboda, v smislu, da jaz lahko pridem domov, lahko se tam sezujem. Neka spontanost, recimo, ne. Spontanost, svoboda, spoštovanje tega, da sem jaz ne zdaj, koliko je star, recimo, zdaj, če govorijo o tem sinu, spoštovanje tega, da jaz sem pač tudi, sem človek, jaz sem zdaj že odrasel, recimo, če sem... 23, kar odrasel. Recimo, to so moje potrebe, ne, ampak in to lahko, to je ta veščina empatičnega poslušanja in če se, recimo, z tega vsaj malo začnemo zverzirati, ne, pol je bistveno lažje razumeti, da en ta odziv, on ne govori o tebi, ne, čeprav on reče, kva mi težiš, ne, ti si kriva, ne, daj mi spet težiš, ne. Ampak lahko dešifriraš ti ta odziv in si rečeš, v bistvu on ta odziv uporablja, ker hoče zaščititi nekaj izredno dragocenega, se pravi spoštovanje, videnost, obzir, svobodo. Kako lahko ti kot starš, ali pa recimo, če se taki odnosi dogajajo, ki je drugje, ne, zdaj kot starš, se sploh začneš učiti, kaj se vzadi skriva za tem? Kakšna potreba je? Jaz mislim, da pač trening, ne? To so potem pač delavnice, raziskovanje in vaja, jaz bi rekel tako. Veš, ker se mi zdi, da mogoče jaz bi v tej situaciji, ki si jo prej opisoval, ne, prej pomislila na to, on rab svoj mer, jaz mu pa zdaj kle težim s čevlji. Ne bi nikoli na spoštovanje pomislila. Zdaj me zanima predvsem tem, a to pomeni zato, ker jaz iz takih, da reč, filtrov izhajam, pa sem na to pomislila, a veš, kako ugotoviti, kaj je res tisto odzadaj? Da ne pripišeš v bistvu svojega mu, ne? Ja, zares ne moč vedeti, zato se propagira stik, ne? Ti ne moč vedeti, ne? Zato pa povabilo, da ga vprašaš. To je recimo pri tem empatičnemu poslušanju, skušam v bistvu se uživeti v njega, ne? Ampak to lahko naredim sam, se pravi, kako se mogoče on počuti, če se jaz skušam preslikati v njegove čevlje, da sem jaz zdaj recimo
Ampak to so vaje, ki lahko delaš, preden greš v dialog, recimo, ne? Ali pa recimo, ne vem, ko imaš cajt, ko si na sprehodu, probaš pomisliti, kako se mogoče on počuti v sobivanju s tabo, ali pa kako se on počuti, ko priješ ti do njega, ko si službe, ne? Kako bi bilo, če bi bila ti v njegovi vlogi? To je ta razvijanje te kapacitete za empatijo. Kako je mogoče njemu, kaj on dela, kako je njemu v lifeu sploh? Tam ne vem, mogoče dela nekaj za računalnikom, ne vem, kaj so njegovi pešnji, kaj. Tako da probamo se pač preslikati. No, tako je dobro. In gremo v bistvu z ugibanjem, ne? To je tudi, recimo, tle se spet vključuje te dinamike moči, ki doskrat, ne vem, starši ali pa nadrejeni, ali pa tudi, recimo, to je meni zanimivo v teh trenerskih, psiholoških vodah, ne? Potem se doskrat včasih slišim, da ljudje mislijo, da oni vejo, kaj se zdaj v drugemu človeku dogaja, ne? In potem izkušamo spet nadvladati, to je ta dinamika moči nadvladanja. Jaz vem, da si ti rabiš mir, ne? Ampak to nima veze z empatijo. Jaz, če hočem se povezati z drugo osebo, je pač lepo povabilo, ideja te veščine, da jaz dam svojo agendo na stran, v smislu, jaz nimam pojma. Jaz nimam pojma, kaj se s tabo dogaja, ampak me v bistvu zanima. Preveriš torej. Ja, bi mi povedal. Ne vem, jaz samo gibam, da mogoče ti je pomemben tle mir. A prav razumem, bi mi povedal, kako si ti, kako ti je to, ko jaz prijem domov, pa pozdvignem glas. Ali pač skušam imeti stik, skušam dejansko preveriti. Kaj bi ti vedel, koliko scenarijev se mi zdaj, mislim, situacij se mi v glavi podijaj. Noro. Mislim, tako, a veš, delam inventuro. Ja. Ampak ja, mi je zanimivo to, da dejansko gre za položaj moči, da ti kar nekaj sklepaš, predvidevaš, kako nekdo je. Da sploh ne pomisliš, da bi preveril. Ja. To je interpretacija, ne? To so interpretacije. To je spet to ključno razlikovanje med observacijo in interpretacijo, ne? In glavni problem je, da si kar domišljam ali pač sebi, pač kjer jaz tudi pri sebi skušam biti pozoren, da to razlikujem. Čakaj, jaz si to zdaj interpretiram, ne? To je moj zdaj nekaj napleta, neko zgodbo. Zares nimam pojma. Ampak kar verjamemo v tem interpretacijam, ne? Kar verjamemo, da to, kar nam predvaja, ne? To je kar zdaj resnično. In zato je potem tudi doskrat je tako humbling, ne? Ko grem nekaj preveriti, pa vidim, da čist nekaj drugega reče. Mislim, to so spet moje dejanske izkušnje skozi uporabo tega pristopa, ne? Koliko je velik ta razkol med tem, kako si jaz interpretiram neko situacijo in kaj pomeni imeti dejanski stik. Če si ga želim seveda imeti, ne? Če me to zanima. Zanimivo. A veš, ko sva se midva dogovarjala za ta pogovor, ne, sem jaz dala velik poudarek na besede, na izrečene besede, ne. Pa sem čutila na drugi strani pri tebi, da se ne strinjaš čist, ne, ampak mi je zdaj, ko se pogovarjala, vedno bolj jasno, ne, da ne gre samo za besedo, da gre za energijo, gre za ton, gre za način, kako jaz nekaj skomuniciram. Plus verjetno še marsikaj drugega. Ja, ali pa bolj, mislim, odvisno z katerega pristopa gledamo, ne, ampak z pristopa te nenasilne komunikacije je bolj razumevanje živčnega sistema oziroma čustva oziroma počutij in potreb. To je pač ta jezik potreb. Tle ta v bistvu povabilo oziroma osnova je, da karkoli počnemo namensko z namenom zadovoljiti eno ali pa več svojih potreb. Se pravi, vsako vedenje. Nima veze, kakšno vedenje. Tudi če je neko tragično vedenje, tudi če je neko nasilno vedenje, tudi če gre za fizično nasilje, recimo, ne, ali pa psihično nasilje, ali pa verbalno nasilje. Ne. Ko se začenjamo učiti teh veščin nenasilne komunikacije, lahko na ta način začenjamo videvati skozi tako vedenje. Zdaj, to ne pomeni, da bomo to tolerirali, recimo, ne, še posebej recimo fizično nasilje, ne. Ampak da lahko imamo pogled, da ta človek, da je to nek tragičen način, s katerim skuša ta človek
zadovoljiti neko svojo potrebo. In je izgubil stik s sabo, s telesom, ne obvlada svojega čustvenega sveta in se pač disocira, odreže od telesa in potem zaradi tega na tak način komunicira, zaradi tega se dere, ali pa če govorimo o fizičnem nasilju, je to pač nek zelo tragičen način, s katerim skuša mogoče ta oseba, ne vem, zadovoljiti potrebo, ne vem, po varnosti, po pomembnosti, recimo, odvisno, ne, kaj zdaj to je. Ne. Fizično ali psihično nasilje? Pač spet odvisno od situacije, ne. Lahko je tudi pri fizičnem nasilju v končni fazi, ne. Gre za nek tragičen poskus nekega človeka, ko skuša zadovoljiti neko, v bistvu neko lepo potrebo, ne, ampak je tok disconnecten, tok je odklopljen, tok ni v stiku s sabo in s temi potrebami, ne. Da potem, recimo, če govorimo o potrebi po pomembnosti, se mi zdi zanimiva, ne, zelo izražena, da rabam jaz nekoga, ne vem, pretepst ali pa nadred, da bom jaz čutil zadovoljil to potrebo po pomembnosti, ne. Wow. Pač, mislim, katastrofa, žalostno, ne. Izkrivljeno. Javor, kako pa recimo, ko se znajdeš v dialogu, pa bi ti želel upoštevati recimo načela nenasilne komunikacije, ne? Ampak vidiš, da pri sogovorniku ne prideš skozi. Kako se umakniti, če oceniš, da nima smisla? A veš, da nisem pa jaz nasilna s tem na način, kako se umaknem, ne? Mislim, spet odvisno, kaj so konkretno zdaj tvoje potrebe. Zdaj, če tvoja potreba v tej situaciji, kaj je po nekem miru, kaj bi bila po miru in po drugi strani po spoštovanju odnosu do tega človeka. Mogoče razumevanju, ja. Videnosti. Pač to bi še omenil, da spet tle ne gre za nikakršno dogmo, ne, tako da tle jaz nikakor ne govorim, da ne obstaja zdaj pravilen način ali pa napačen način, kako komunicirati. To je spet domena tega šakaljega jezika, ne. To je ta program jezika, on narekuje, kaj je prav, kaj je narobe, kako bi ti mogla komunicirati, kako je prav komunicirati, kako se spodobi, da komuniciraš, in če ne boš tako komunicirala, s tabo nekaj narobe. Ja? To je dejansko ta jezik, ne? Ta moralističen način razmišljanja, ki smo ga pač zapopadli, zaobjeli, v katerega smo bili vzgojeni. Se pravi, ne obstaja pravilen ali pa napačen način, ampak raje kot to je povabilo spet v občutke in v potrebe, kaj je s rabom v določenem dialogu. Ne? Tako kot si rekla, če jaz v nekem dialogu zaznavam recimo neko tenzijo ali pa frustracijo, recimo, ker mi je pomembna, recimo mi je pomembna slišanost. Ne, pa govori že, ne vem, kakšna situacija, pa govori zdaj že, ne vem, 3 minute, 5 minut nepretrgano, pa že 3-krat me je prekinil, ne. Spet, to je ta sama empatija, da grem navznoter, da to ovekovečim, v bistvu zdaj pa čutim že kar dosti neke tenzije v sebi, ne. Se pravi, jaz lahko manevriram s to pozornostjo ali jo dajem sogovorniku, ampak jaz lahko tudi, če sem jaz v stiku s sogovornikom, ne, jaz lahko tudi pozornost pač posrkam vase nekako in grem vase noter. Tudi če on govori, ne. In potem pogledam, kaj zdaj rabam. Pač potiho, v tišini delam to noter, ne. Ok, rabam mir, ne. In potem si lahko zberem, zdaj tle odzivov je malo morje, ne. Jaz ne želim sugerirati, kaj bi bilo prav, pa kaj bi bilo narobe. Lahko se samo odmakneš stran, pol tle se učimo prekinjanja, recimo kako prekiniti na nek, recimo temu, spoštljiv način. V končni fazi lahko tudi obtožiš, ne, samo če boš začel obtoževati, bo verjetno to zbudilo neko konfliktnost, ne. Kot pa če jaz rečem, jaz rabim zdaj samo malo miru, hvala ti za ta dialog, za ta pogovor. Hočeš reči monolog. Recimo. No, zdaj če rečeš, tle gremo polažiti tudi malo sarkazem, ne, ampak spet, kaj se dogaja z sarkazmom, če gremo to analizirati, ne. Hvala ti za ta monolog, ne. V bistvu zdaj se skriva, mater ti, debil jedan, ne, tle že 15 minut govoriš in mi ne pustiš do besede. Kaj je s tabo?
Ne? Ne, se ne bi tega rekla človeku, ne, ampak miselna bi si, ne. No, pa to je v bistvu ta miselni koncept šakali, ne, kaj si mislimo, ne. In to se mi zdi ful zanimivo, ne, ker nenasilna komunikacija ni veščina prijaznosti. Ok. Ja. Ampak kaj se dogaja, ko si jaz mislim, ne, kjer kreten je ta, ne, lej, ko žlobodra, mater moj, ko si jaz to mislim, ne, kaj se zares dogaja v meni? Ja, v bistvu je mogoče, ne vem, žalost, jeza, ker si želim mogoče neke večje vzajemnosti, si želim neke pretočnosti v debati, si želim, kaj bi bila še potreba, slišanosti, tudi svojo perspektivo. To so te potrebe in potem v bistvu, vidiš, grem iz tega, da ga obtožujem, tudi miselno noter grem, v bistvu mi je to pomembno. To zdaj jaz rabim, ne? In potem, tle govorim potem o postavljanju mej, se pravi, jaz že tle notranje razmejitev bi bilo v smislu, da jaz razmejim ta negativen, ta šakali, to obtoževanje pri sebi, da ga razmejim in grem v stik s potrebami, ne? Zunanje razmejitev je pa, da se izrazim, ne? Ko vidim, da imamo ta dialog zdaj, v bistvu me kar malo frustrira, bi mi bilo pomembno več eno vzajemnosti. Kako ti je to slišati? Cool. Recimo, ne. Potem vidim, kaj se zgodi. Ampak tle sem zdaj imenoval to potrebo, nisem ga obtožil, nisem sebe obtožil, ne. En izmed načinov, jaz ne pravim, da je to edini način, ali da je pravi način, ali da tako moraš komunicirati, ali da moraš kogarkoli tolerirati na kakšenkoli način, sploh ne. Samo da imamo pač s pomočjo teh veščin si nekako širimo spekter odzivov, recimo. Svoj način delovanja, ne. Ja, več možnosti imam na izbiro, ne. Ni samo ta reaktivnost, ne. Ali rečem, lahko to naredim, ali pa to, kaj bi zdaj naredil, recimo, ne. Ja, ampak zakaj pa recimo, ko se opravičimo, ne? Recimo, kot sem rekla v vodu, nekaj ti zleti, ker ali si v efektu, ali pa nisi v efektu, sam pač imaš mogoče jezik hitrejši k glavo, ne? In se potem opravičiš, ker vidiš, da si naredil, da si nekoga prizadel. Ampak tisto nelagodje ali pa tista energija kar ostane prisotna. Se pravi, gre kle za nek občutek izgube varnosti na drugi strani. Ali je to spet odvisno od tega, koliko in kako stoji tista druga oseba? Ja, kako si to vzame, recimo. Ja. Mogoče sem to varnost, saj z tega vidika ni občutek, je bolj pač potreba, ne. Tle skušamo tudi to malo razlikovati. Se pravi, se učimo tudi vokabularja, da nekako popestrimo ta vokabular, da lažje opišemo občutja in potrebe, ne. Zdaj, pri opravičevanju, spet se mi ne zdi nič narobe, ampak tle se lahko potem ujamemo v to past podrejanja. Kaj hočem zares povedati, ko se opravičim? Jaz bi prej rekel, da gre za neko obžalovanje, ali pri meni se zgodi, da obžalujem nek odziv. Se pravi, nekdo je neka situacija bila, nekdo je nekaj rekel, jaz sem se odzval, ali pa nekdo nekaj naredil, jaz sem se odzval iz neke te reaktivnosti. Pač, ker nisem imel te kapacitete za stik. In sem se odzval na nek način, s katerim sem vplival na drugo osebo. In zdaj to pač obžalujem. In spet si lahko pomagam, ja, to obžalujem, kaj mi je pomembno, pomembno mi je v bistvu obzir. Torej, ves čas se vračava na to, da naslavljava svoje lastne, oziroma pač posameznik svoje potrebe, ko zazna, da nekaj ne štima, če tako rečemo. Ja. Poenostavljeno. In spet vprašanje, če je to, recimo, velikokrat se mi to dogaja, recimo, vprašanje, kaj je to, kar ne štima? Je to neka moja interpretacija? Jaz si lahko sam pač neka občutja se sprožajo v mojem telesu in jaz interpretiram, da zdaj pa nekaj med nama ne štima. Mogoče sploh ni res. Mogoče imam sam jaz nek proces znotraj sebe.
In tu si lahko spet pomagam, kaj je observacija? Aha, v bistvu imela sva neko interakcijo, to pa to se je zgodilo, jaz čutim v bistvu tle, ja, mogoče neko žalost ali pa tenzijo, kaj rabim, ful bi si želel sam preveriti, tako čutim malega nelagodja, bi si želel preveriti, kako je tebi, kako si ti v zvezi s to interakcijo, ko sva prej imela. Mi je res pomembno, da pač, da sva okej, če hočem preveriti, ne. Torej bi si dejansko lahko načelo napisali preveri. Absolutno, ja. Meni se zdi to zelo, zelo smiselno. In pol recimo jaz, spet moja osebna izkušnja, velikrat, ko grem preveriti, vidim, da je on drug čist nekje drugje. Ne vedno, ne. Ampak doskrat je ta situacija, ko grem preveriti, vidim, da on ga sploh ni zmotilo, sem si jaz sam to razlagal, ne. Mogoče pa ga je zmotilo. Pa imamo lahko potem pogovor okrog tega, da ga jaz skušam spet razumeti, mu prisluhniti. Pa skušam razumeti, kaj se dogaja v njegovem vesolju ali pa njenem, ne, in potem povabim, ti prisluhnila zdaj, kaj se pa dogaja tle v mojem vesolju, ne. To nima veze s tabo oziroma nima nič proti tebi, ne, ampak to se pač enostavno tle dogaja, jaz ne vem zakaj, ne, jaz pač to čutim, to neko, ne vem, karkoli že je, in sam želel podeliti. Nisi pa ti kriva ali pa kriv za to, da se jaz skupaj počutim, ne. Omenil si postavljanje mej prej. Se mi zdi, da eno od področij, kjer se zelo kaže, sploh v tem sodobnem času, je na delovnem področju. Postavljanje mej, reči ne. Ne vem, ko se v bistvu pravzaprav malo da ne napisano pravilo je, da si dosegljiv skozi, ne. In kaj zdaj? A veš, prileti recimo sporočilo izven delovnega časa, ne, da je treba nekaj narediti. Mislim, najraje imam take, ne, tako, kar slišim, petek dobiš ob 4, v ponedeljek zjutraj to rabim. Ja, okej. No, ampak, a veš, kako v takšnih situacijah lahko seveda različno reagiraš. Mene bi zanimal primer iz prakse, recimo nekega agresivnega odgovora, ne vem, pasivno-agresivnih je veliko, mogoče pasivnega. Tako da dobimo občutek, a veš, kako drugače se stvari lahko slišijo. A situacija je ista. Spet, a imaš čisto kakšen konkreten primer? Se pravim, lahko kar uporabva tega. Ja. Ne vem, pride izven delovnega časa sporočilo, to pa to rabim do, ne vem, nek nerazumen rok, recimo. Kaj to, message? Message, recimo, da je to, ne vem, WhatsApp skupina, kjer poteka poslovna komunikacija, ne. A veš, zdaj, posameznik se lahko seveda čuti, kakor moram takoj reagirati, ne. Ali pa se z občutkom krivde srečuje, ker ne bom prebral tega, ker pač nisem delovniku, a ne. Ampak vse je pa fajn pač neko mejo postaviti, ker če ne si lahko konstantno temu izpostavljen. Spet bi me še zanimalo prej, ne, ker tle spet eno se lahko postavimo, greva raziskovati vlogo tega, ki je izrekel to, recimo, če je to nek vodja ali pa direktor, kako lahko on na drugačen način odreagira. Pa dajva obe pogledati, no. Kako vodja lahko skomunicira stvar? Ja, recimo, ne vem, če gremo, da gre v zahtevo, zahteva se spet smatra kot šakali jezik, ne. Ne vem, lejte, pač do jutri morate to pa to narediti, tisti, ki ne bo naredil, ne vem kaj, bojo sankcije, bo kaj. Ne vem, kakšna je bila neka grožnja. Ne vem, kaj da si nekaj izmislim, če ne boš do jutri tega naredil, ne vem, ker to ni moj jezik, ne grozim. Tisti, ki se ne bo na to odzval, boste mogli priti na en resen razgovor. Recimo. Pisarno. Recimo, to je v bistvu nek šakali jezik, se pravi ta oseba, ta nadrejeni, ker bi jaz tle ugibal v smislu te empatije, ne, verjetno pač nek impuls se je zgodil, mogoče se je zgodila neko novo delo je prišlo, nek nov projekt, karkoli, ali pa je on, mogoče, ali pa ona nekaj zamudil, nekaj se zamenštralo, ne, in je v bistvu to deloval kot sprožilcu temu človeku, temu direktorju, ne.
In iz te mogoče strahu ali pa verjetno strah, frustracija, je šel potem v komunikacijo, ker si je izbiral nabor jezika zahtev. Vi morate to narediti, ne? In grožnja. Če ne boste tega naredili, ne? In to je v bistvu nekonstruktiven odziv. To je v bistvu to. Skušam nadvladati druge. Jezik grožnje, tragičen poskus zadovoljevanja potreb. V bistvu on rabi, kaj on rabi? On rabi support. On rabi podporo, ne? On rabi sodelovanje. A vidiš, ko prevaja. Tako da iz vidika tega direktorja bi bilo spet te 4 korake, ne? Kaj opažam? To se je zgodilo, ta projekt je prišel. V bistvu čutim frustracijo in stres. Rabim podporo z vami kot ekipo. Rabim sodelovanje. A bi bili vi pripravljeni, da se dobimo, kdo od vas bi bil pripravljen, da se dobimo in pridete nasproti in se dobimo na klicu in da predebatiramo način, kako lahko to zadevo rešimo. Kako vam je to, recimo? Okay. To bi bil nek tak konstruktiven odziv, kjer sem uporabljal v bistvu observacijo, ko se jaz počutim, kaj rabim, neko konkretno prošnjo za akcijo. In da se tudi zavedam kot direktor, da imajo oni, v smislu te empatije, da imajo oni tudi svoje potrebe. Oni imajo svoj life, prijatelje, družino, partnerstva, plane, karkoli že, ne. To je delovanje, ko uspemo preseči te stresorje, te preživetvene odzive, imamo tudi večjo kapaciteto za empatijo, za poslušanje, za kreativno razmišljanje, ker če ne nam te preživetveni mehanizmi, ne, te reptilni možgani čisto zablokirajo vse to. A se ti zdi to? Ja, absolutno. Tako da to je bilo z njegove strani. To je z njegove, ja. Kaj pa na strani prejemnika? Še ta stvar se mi zdi ful pomembna, ful zanimiva, no, s tem se tudi ful igram. Ko izrečemo neko prošnjo, se vpraša, a je to res prošnja? To mi je zelo zanimivo. Daj en primer, prosim. To spet, mislim, več je lahko različnih primerov, ne, ampak kakšna je razlika med prošnjo in zahtevo? Ne vem. Po temu, a se bo moja naklonjenost za druge osebe spremenila, kolikor oni zavrnejo mojo prošnjo. Bom vedel, a sem jaz izrekel prošnjo ali zahtevo. Ker jaz lahko rečem prošnjo, daj prosim to narediti, daj prosim pospraviti čevlje, no. In se bo slišalo kot prošnja, ne? Ampak če bo on rekel, ne bom. Kva? Kva je stav? Tako te lepo prosim. Tako te lepo prosim in ti mi zdaj tle si rekel ne. Se pravi, nisi bila v energiji prošnje, ne? In to se mi zdi ful koristno, recimo to pri sebi, res proslavljam to zavedanje, ne, da predne grem nekoga prositi, da se jaz res vprašam, recimo, če sebi govorim, ne, Javor, a jaz zdaj tega res prosim nekaj, ne, a sem jaz odprt za to, da ta oseba reče meni ne. In a se bo moja naklonjenost do te osebe spremenila, če mi reče ne, ko jaz nekaj prosim. A imam jaz to kapaciteto za empatizirati, a imam jaz to neko zaupanje vase, življenje, da lahko karkoli že hočem doseči, kjerkoli potrebo hočem zadovoljiti v tem odnosu s to prošnjo, da bom lahko tudi drugje, da bom našel nek način, da se bo našlo, ne? Ali nimam? Ja, razumem. Ampak in kaj pa narediš, če ugotoviš, da gre za zahtevo? Ja, pač spet nek notranji proces, ne? Jaz kar pri sebi skušam narediti, ne? Skušam še preden nekoga nekaj prosim, se skušam v bistvu preveriti pri sebi, kaj pa če reče ne? Kako bom jaz s tem, ne? Skušam biti s tem občutkom in prevzeti odgovornost za ta občutek in skušam mogoče, tako kot sem ti rekel, ne, širiti to kapaciteto tudi za, to je ta jezik žirafe, ne. Da obstajajo tudi drugi načini, druge možnosti. Spet, da ne bo konc sveta, ne bo moje življenje se zaključilo tle, če me ta oseba zavrne. To ni napad, če oni rečejo meni ne, to ni napad proti meni. Oni skušajo mogoče zadovoljiti neke svoje potrebe na nek svoj način. Ali pa oni mogoče v tej konstelaciji odnosa, dogovora ne vidijo načina, da bi lahko bile tudi njihove potrebe slišane. Ok, če se vrneva zdaj nazaj na zaposlenega, ki je prejel takšno sporočilo izven delovnega časa. To napadalno, ne? Napadalno, ja.
Ja, isto lahko. Se pravi, kaj je ta direktor rekel, vi morate to do jutri narediti, tiska ne bo, smo srečali pač v pisarni, bomo imeli. Ok, pa če odmisliva grožno, samo da je v bistvu do ponedeljka zjutraj rabim to in to poročilo. A poslal ga je petek izven delovnega časa, ali pa deva reči, da je še 1 uro do konca. Ja. Kako zaposleni postavi mejo? Pač en način je s pomočjo, mislim, da spet veliko različnih načinov, ne, zelo verjetno se ljudje poslužujejo različnih, mogoče sploh, da ne preberejo sporočila, se ne odzovejo, ne, češ da pozabil sem, ne, in tako naprej, ne. Zdaj, če bi hoteli se izraziti, ne, bi bilo v smislu teh 4 korakov, ne, kaj vidim, ne, hvala za to sporočilo, da ko preberem, da mi je pomembno, da je to ponedeljka narejeno, v bistvu me to frustrira, meni je pomembno spoštovanje dogovorov našega delovnega časa in vam recimo tega do ponedeljka ne morem dostaviti do te ure, lahko pa to naredim do srede ali pa torka, kako vam je to. Tle spet proces zaposlenega, da gre pa on ali pa ona v stik, kaj observacija, ok, ta je to izrekel, to sporočilo. Ko se jaz lepo čutim, mene to frustrira v bistvu, mene je pomembno spoštovanje naših dogovorov, ki jih imamo kot kolektiv glede dela, ne? In zato se tle učim potem reči ne, zato tega zdaj ne bom naredil, ne? Oziroma, lahko potem pogledam, to je tudi ful zanimivo, ne? Kako spet lahko širimo ta spekter odziva, da jaz pogledam, na kakšen način, se pravi, ta način mi ni sprejemljiv, da bom jaz zdaj čez vikend to delal, ne? Kaj mi pa je? Lahko pri sebi gledam in sem lahko spet kreativen. Ok, ni mi to, da bom naredil do ponedeljka, ali pa ni mi to, da bom delal to zastonj mogoče. Ne? Lahko bi bil odziv, ne vem, hvala za ta odziv, zdaj ko to preberem, v bistvu to čudi, lahko tudi občutke spustimo, tle se lahko igramo s temi koraki, v bistvu je ideja, da naredimo tak izraz, za katerega verjamemo, da bo povečal možnost, da smo slišani, ne? Bi mi bilo res dragoceno, če se v ponedeljek srečamo na pogovoru v zvezi z dodatnim delom in kako je lahko to vrednoteno, kako vam je to. Recimo, če mi je pomembno, da je moj delovni čas dodatno plačan, naprimer, ne. In lahko vabim v stik. Ne grem, ni nujno, da takoj zaprem pa poklopim, ne. In lahko na ta način postavim mejo, da rečem, ok, tega zdaj ne bom, sem pa odprt za to. Ker mi je pomembno to razumeti, mi je pomembno spoštovanje in stik z vami in mi je pomembno sodelovanje, po drugi strani mi je pa pomembno tudi spoštovanje dogovorov in moj prosti čas. Okay. Kaj ćemo zdaj narediti? A imate kakšen predlog? Kako ćemo zdaj to, kako vi to vidite? Kako ćemo zdaj midva ustvariti nek odnos, kjer bo prisotno in sodelovanje in recimo delovna učinkovitost in spoštovanje tega mojega prostega časa, recimo. Okay. To je zdaj en izmed načinov, ne. Zdaj, kaj se pol v realnosti zgodi in kako se ljudje odzivamo in koliko recimo bi ta direktor pol začel recimo uporabljati dodatno nadmoč in grožnje, ne, je odvisno, koliko, pač kje je ta človek, koliko ima sposobnosti zavedanja teh dinamik moči, koliko ima kapacitete za empatijo. Pa se slovenska podjetja po tvojih izkušnjah odločajo, da vodstvene kadre izobrazijo na ta način? Nekateri se, nekateri pa ne. Tle jaz tudi recimo kot... Kje je bistvena razlika med njimi v njihovi, ne vem, če rečeva organizacijski kulturi? Ja, v bistvu bi rekel, ja. Ja. Ker čim, recimo dostikrat je, če ni vodstvo v interesu, to je tako kar malo žalostno, no, mi, podjetjem, ker vodjem ni v interesu recimo dobrobit zaposlenih, jih ne briga za njihove potrebe, hoče sam, da je sam delo narejeno, ne, mene ne briga za te, ne. Pač tam jaz nimam kaj delati, recimo kot trener, ne. In tega je kar nekaj, ne, da je v bistvu jim ni mar za to človečnost, zaradi tega tudi toliko konfliktov, izgorelosti in vsega tega, ne.
mobinga, recimo. Ne. So pa pač tudi vedno več je podjetij in organizacij, ki pa stremijo k temu, ne. Ker se zavedajo, da to v bistvu tak način komuniciranja oziroma organizacijske strukture krepi celotno ekipo. Ne. To, da ti ne samo, da si tam neka funkcija, to se mi zdi tako najbolj duhamorno, recimo, ali pa da je eno tako obžalovanje pri meni, kjer vidim, da so v bistvu ljudje samo ena funkcija z drugo funkcijo. Da se čisto razčlovečeno. Ni ono, ti si človek, jaz sem človek. Mislim, meni je ta fenomen organizacijske kulture res fenomen. Mislim, tak zanimiv. No. Že iz čist nekih vsakdanjih obiskov, recimo trgovin, ne, kako hitro vidiš, kakšen vibe je v timu, v organizaciji in sploh. Ne. Ja, in je bolj ali manj to, kar govoriš o vibe, nam bi sam preveril, ne. Ampak jaz to enačim s tem, to je ta survival vibe, ne. To je ta preživetven način, ne. Ko smo mi v bistvu, ko je živčni sistem toliko aktiviran, smo toliko v enem taki tenziji, napetosti, prežimo v bistvu drug na drugega sam, ne. In to v bistvu tudi, to je škodljivo, zelo škodljivo za zdravje, še posebej, če pogledaš, da si toliko časa na delovnem mestu. Po končni fazi tudi samo partnerstva so lahko tudi tako, ne. Ta prekomerna aktivacija, pač ta simpatična aktivacija, to je namenjeno, pač če gledamo z vidika narave, ne, to so neki momentalni, ne, par minutni odzivi lahko, ne, potem se je ideja, telo je tako narejeno, da se potem povrne v ta relax, to sproščeno stanje, ta rest and digest, ne da smo mi skozi smo preklopljeni na trnih, ne, in zato se potem zgodijo ta izgorelosti, razne bolezni, nekaj časa še lahko držiš, ne, pa se pa pač prikuš. Z veseljem bi šla v to smer, ampak dajva se vrniti nazaj na najino komunikacijo. Besedi vedno ali pa nikoli v pogovorih tako. Mislim, v komunikaciji, ne v pogovorih, dajva reči, že malo užganem pogovoru. Ali pa vna še... A nista taki zelo nedobrodošli, no? Zakaj? Kaj se dogaja takrat z našim živčevjem? To je spet stvar, to so interpretacije. Ne? Vedno. Nikoli, to je neka interpretacija. Ali pa, ja. Posploševanje. Posploševanje, to je... Kaj bi bil konkreten primer? Teva partnerski odnos, recimo, s tabo se nikoli ne da nič zmeniti, recimo. Ja, to je ta, ne? To je bil zdaj šakal, ja. To je bil zdaj ta, mislim, neka obtožba, recimo, ne? Ja, pa, ki je lahko izrečena tudi, da s tabo se nikoli ne da nič zmeniti. Ja, se pravi, druga potreba je bila zadnji zdajle? Ali je bila ista? Odvisno, to je vedno je za raziskovati, iz primera do primera, kaj je tle od zadnji, ne? Ampak... Ali pa bom rekel, čustven naboj je bil prvi jeza, s tabo se nikoli ne da nič zmeniti in ne moč v bistvu. Ta drugi, malo milejši, čakaj, da razmislim, kaj bi bilo tle od zadnji. Mogoče tudi malo manipulacije, sem bogi. A ta... S tabo se nič ne da zmeniti, no? Ne, ta drugi malo milejši, s tabo se nikoli nič ne da zmeniti. Kaj jaz tle slišim? Kaj? Spet odvisno, mogoče je žalost, spet potreba bi bila po razumevanju, podpori, stiku, slišanosti. Če skušam, ampak zdaj ne vem, to bi šel recimo v preverjanje, ne.
V obeh primerih se mi zdi spet pomembno to, tako kot se že prej pogruntala, preverjanje. Ne? Nikoli se način, ali pa vedno pustiš, ne? Nikoli ne pospraviš za sabo, vedno pustiš vse razmetano. To je recept za konflikt. Itak. Kaj se dogaja? Vedno pustiš vse razmetano. Vedno. Niti enkrat nisi v življenju pospravil. V 40 letih. Verjetno to ni res, ne? Druga oseba bo verjetno zelo začela se temu upirati in bo skušali dokazati, da pa so, verjetno pa so, takrat pa sem pospravil. Ja, in potem gre dokazovanje, kdo bo koga, ne? Ja, ampak tle spet vedno pustiš vse razmetano. Pač jezi me, kaj je observacija, vidim, kaj spet konkretno vidim. Se pravi, vedno in nikoli je fajn spustiti. Ja, to je interpretativno. Kaj je zdaj? Kaj jaz vidim? To vidim, ne? Jaz vidim zdaj na mizi nož, pa kruh, pa krožnik nepomit. To vidim. Ne? To me frustrira. Pomembno mi je red in čistoča, recimo. Ne? Pač osnova tega pristopa so te 4 koraki. To pač zelo so preprosti, to pač meni všeč. Ne? In se mi zdi, so enostavni za se zapomniti, njih pa enostavno spraviti v prakso. Ampak če se tega opominjam ali pa opominjamo v komunikaciji, lahko ogromno rešimo na ta način. In pa to razlikovanje med sprožilcem in vzrokom in prevzemanjem odgovornosti za čustvene bojne. Sem še to, tle sem se spomnil tudi, pa upam, da nisem jaz danes uporabil tega, slišam v kakšnem podcastu, pa kaj na teh YouTubih, ko ljudje govorijo, večino ljudi ima ta pa ta problem. Večino ljudi dela tako pa tako. In je tako smešno, se vprašam, čakaj, kako večina, a si ti šel zdaj po svetu in si naredil anketno raziskavo na 7 milijard ljudi, da imaš zdaj ta pogled, ne? Nisi, ne? Tako se mi zdi Torej bi bilo bolj primerno, da bi v takem primeru nekdo rekel, obstajajo ljudje, ki... Mogoče obstajajo ljudje, ali pa še bolj bi bilo, recimo, če gremo res v konkretizacijo, recimo tudi pri sebi želim biti pozoren, ne? Pogovarjal sem se v bistvu z, ne vem, 2, ki ste rekla to in to, in ki ste imela tako izkušnjo. Spet kaj je observacija, ne? Govoril sem s to osebo, pa še 100, pa 100. To je jasna observacija. In oni so tako rekli, to je njihova izkušnja. Ampak kar jaz sklepam, da se dogaja nam, ne, da polkrat pač imamo nek par interakcij, ki bi jih lahko verjetno prešteli na prste, recimo rok, ne, in potem to, kar je cel svet, tak je. Zdi se fascinantno, no. Torej posploševanje, percepcija, projekcija, vse se zgodi. Ja, percepcija, mislim, to je tudi čisto noro področje, recimo, kako zaznavam, zakaj zaznavam nekaj, kot zaznavam. Tle, recimo, če gremo, mislim, da je ta neuroznanstveni vidik, si že slišala za ta mogoče retikularni aktivacijski sistem. Ne, z veseljem bom zdaj prisluhnila. To je pač nek mehanizem, kolikor vem. Pač jaz nisem neuroznanstvenik, ampak nek sklop nevronov, mislim, da je podaljšani hrbtenjači. In ker pač možgani skozi brišejo informacije, ki niso pomembne, ki niso v skladu z našo notranjo zgodbo, ki jih možgani ne zaznavajo kot pomembne. In ta naš notranji dialog dirigira, kaj je pomembno. In zdaj ostale informacije, ki jih možgani ne zaznavajo kot pomembne, bojo zbrisali. Zato je tudi percepcija zelo vprašljiva. To je, ne vem, vse so različne vaje, tudi na YouTube jih lahko najdeš. Ampak taka osnovna vaja za razumeti, kako funkcionirajo možgani, kako močno brišemo te informacije, je recimo najlažje se mi zdi z avtom. Recimo kupuješ, pa ni treba kupovati nov avto, ampak si rečeš, da grem jaz, danes bom, recimo, lahko probaš narediti, ali pa probajo obiskovalci. Greš na internet ali pa neko revijo vzameš in gledaš en specifičen avto, specifične barve. In ga gledaš, mogoče si rečeš zdaj par dni ali pa kakšen teden, si vsak dan 3-5 minut pa malo gledal te slikce, ne vem.
nek, ne vem, moder, avto, ne vem, whatever, nek specifična znamka, ne. In kaj se pa zgodi? Pa se furaš po Ljubljani in naenkrat vidiš un avto in ga spet vidiš in ga spet in si misliš, Wow, koliko znamenj, jaz si moram ta avto kupiti. ja, ali pa kako so naenkrat vsi te avti tle, ne? Ampak to ni znamenje, ne? lahko si tako razmišljaš, ne? Ampak to je ta retikularni aktivacijski sistem. Ti si dala informacijo možganom, da je to zdaj pomembno in oni tega avta ne bojo več brisali, ga bo v bistvu iz okolice izluščili in zato ga percipiraš. To ni zaradi tega, da so kar naenkrat začeli te avte proizvajati, ne. Te avto so bili že skozi prisotni v prometu. Ali pa doskrat, ne vem, doskrat se zgodi, ko kupaš ti na cesti verjetno kdaj vidiš svoj avto, ki ga ima kdo drug, Ja. ko se pelje z njim. Ja. Opaziš, ne? Ja. Zato, ker svoj avto gledaš, ga imaš, ne vidiš pa vseh drugih. Tako da na tak način, recimo, to filtriramo stvari, ne? In to pomeni, ne vem, če je moj notranji dialog, če jaz hranim te svoje možgane, ta specifičen organ v možganih z določenimi informacijami, jih bom potem izluščil pač dejansko iz okolice, ne. In to lahko velja, ne vem, isto za, ne vem, če je moj notranji dialog, nič se ne da narediti. Nič se ne da narediti, nobene priložnosti ni za delo, To je res. vsi moški so debili, Fixed mindset. recimo, ne. Kakršnokoli to prepričanje imam in če imam jaz to prepričanje, potem tudi, ko bo se pojavila, recimo, če je moje prepričanje, nobenega dela ni, ne. Nič se ne da zaslužiti. Nič se ne da zaslužiti, to je potem vrata neka mantra, ne. In potem tudi, recimo, grem jaz, ne, na neko zabavo, kakorkoli že in pride nek friend in reče, ja, en hud projekt je prišel, ne. Ma ziher je brez veze. To je itak se nič ne da zaslužiti, ne. In bom spregledal ali pa ne bom slišal teh priložnosti, ki pridejo, ne, ki so skozi prisotne, spet zaradi tega retikularnega aktivacijskega sistema, ne. Če imam pa drug film, drugo zgodbo govorim, ne, bom pa pač zaznaval, kje lahko, bom dejansko to opazil, izluščil, tako kot avto, ne, iz množice teh dražljajev. Ta naš notranji svet in te naše misli. Kar nevaren. Mislim, Če se jih ne zavedaš, če nisi v stiku z njimi, ne? meni se zdi zanimivo. Še posebej to področje interpretacij, percepcije. Ja. Ali pa tudi, recimo, če govorijo o komunikaciji, saj tudi je en zelo poznan, tudi na YouTubu so. Imaš v bistvu isti posnetek, ki ga lahko poslušaš. In v istem posnetku lahko slišiš 2 ali pa celo 3 različna sporočila. Nek zvok je sam. Ok. Ne, in spet, kako lahko pač je pogojen naš in kaj potem spet razberemo iz nekega zvoka. Lahko slišiš sam neko šumenje in če ti potem da nekdo neko sugestijo, da se v tem šumenju, v tem nekem zvoku, da se skriva specifično sporočilo, ga boš pol kar enkrat slišal, prej ga pa nisi, recimo. Spet en tak, recimo, primer. Zanimivo. Počasi se najin pogovor bliža koncu, ne. Veliko je bilo povedanega, ampak če rečem, kaj so recimo 3, 4 ali manj ali več konkretne stvari, ki jih lahko nekdo, ki bi rad spremenil način svojega odzivanja in komuniciranja, naredi že zdaj, da začne trenirati sam s sabo? Mogoče prvo, ki mi prišlo na misel, tega nisem omenila, so dihalne tehnike. Zaradi tega, ker s pomočjo diha reguliramo živčevje in reguliramo te preživetvene odzive. In prva stvar je sam dihati prepolno skozi nos in v stresnih situacijah podaljševati zdih, recimo, to je neka taka. Se mi zdi, da večinoma pademo kle že na osnovah, kako je dihati s trebušno predpono. Ja, to je to stresno dihanje, recimo, pa.
Torej, kako se lahko recimo posameznik, ki res se znajde v taki situaciji, da čuti, da je tik pred tem, da se bo vnel, ne? Ja, jaz bi rekel, mogoče še prej, prva stvar je, kaj je observacija, kaj bi zdaj posnela kamera. To meni pomaga. Če si predstavljam, da sem v neki situaciji, ko bi zdaj lih izbruhnil, ne, ali pa bi me nekam odneslo, ali pa bi eksplodiral, pogledam, če bi zdaj postavil kamero tam na kot, kaj bi kamera posnela? Neka soba, mogoče nek stol, tam je nek računalnik. Je življenje ogroženo. Ko bi z balkona gledal isto situacijo. Ja, da znaš pogled, da znaš zoom out. A je moje življenje ogroženo? Ker po drugi strani, če kamera posname, ne vem, sem zmislil, medveda pred tabo, ne, pol je super, da se ti aktiviraš, da zmrzneš ali pa da bežiš, ne. Ampak dostikrat tega ni, ne. Tako to bi bil prvi korak. Kaj bi zdaj posnela kamera? A si jaz to interpretiram? A si jaz to sam razlagam, ne? Kaj je pač ta observacija? Fokus na dihanje. Hidracija, recimo, tudi se mi zdi pomembna. In to, kaj so potem občutja, kaj rabim, kaj zares rabim. Kaj zdaj rabim? Slišanost, učinkovitost. In potem to skomuniciram. To je potem sidrišče in imam konkretno prošnjo. A znam artikulirati, to se mi zdi tudi zelo pomembno. Prošnjo, a se znam kot odrasel človek, recimo, če govorimo o odraslih osebah, a se znam izraziti, a znam nasloviti konkretno prošnjo, s katero upam, da bo neka moja potreba pač podprta. A je ta prošnja dejansko izvedljiva? Je to nekaj, kar lahko nekdo dejansko naredi? A je dovolj konkretna? Je še karkoli takega, kar nisem prinesla ven v temu pogovoru, pa se tebi zdi, da bi bilo smiselno? Ne, mogoče, kar mi pride na misel še, je pač malo več o tej samoempatiji, o sprejemanju te naše človečnosti. Ena stvar, en tak quote, ne vem, mogoče bo komu zanimiv, izhaja, meni všeč ta, a poznaš ta Alain de Botton, en avtor, en filozof. Zdaj glih sem prebral eno knjigo, pa bom še kakšno, no. Ampak ja, kako globlje sprejemati to človečnost. In pač on narekuje, in jaz se zelo strinjam s tem, ne, da smo v bistvu bolj ali manj vsi ljudje nori v bistvu, ne. Da smo skrajno neprilagojeni, neprilagodljivi, nekompatibilni. Tako, meni to doprinese neko tako olajšanje in tudi mogoče malo enega, ja, več ene lahkotnosti. To omejenosti človeške narave. To zavedanje, no. Ko si rekel človečnost, empatija, empatičnost, lahko to rečem kot sočutnost? Ali ni isto? Ja, mogoče empatija, sočutje. Zdaj to človečnost bi pa jaz jo tako vidim kot pač vse to, kar smo. To, mogoče tle, veš, da se ne potiska, ali pa to jaz skušam ne potiskati v stran in si govoriti, oni tam so nasilni, ne, ker sem jaz tudi človek, nisem tudi zmožen nasilja v vseh možnih oblikah, vsak je tega zmožen, ne. Ali pa on je, ne vem, grob, ali pa on je, ne vem, sociopatski, ali pa on je narcisističen, ali pa on je, to so vse, da ne tega potiskam v stran. Ampak da skušam to zaobjeti, to je pač del naše človeške narave, očitno, kolektivne, kakorkoli to že, in tudi moje, ne. In se mi zdi, da, ali pa ta šakali jezik, ne bo kdo rekel, ja, to se pa oni drugi se tako obnašajo, jaz nikoli nimam takih misli, to imajo oni, ne, jaz nikoli nimam takih črnogledih misli. Kje sem perfekten, ne, perfektna, kakorkoli že, ne. Tak način
delovanja je z mojega vidika bolj disociran, ne? In te bojo hitreje te mehanizmi prevzeli, kot pa če se reče, ja, to sem tudi jaz, ne? In to je tudi del te nenasilne komunikacije. Ne skušamo dajati tega jezika in teh odzivov označevati kot nekaj slabega in jih potiskati v stran, ampak jih skušamo zaobjemati, sprejemati. To sem jaz tudi, ne? Zanima me raziskati ta del sebe, spoznati ta del sebe, ne? Ki je lahko nasilen, ki je lahko, ne, ki grozi, ki lahko je napadalen, recimo, ne. In s tem, ko vnašam več zavedanja v to, imam več nadzora, oziroma me manj te mehanizmi prevzamejo, ne. Brala sem knjigo Temna stran iskalcev svetlobe, ki govori ravno o tem, da v vsakem od nas je vse. Da gre samo za to, v kakšni situaciji si in kaj v tisti situaciji pride ven. Ja. Da sem tudi jaz lahko nekdo, ki kakor se sliši nepredstavljivo in težko izgovorljivo, ki bi lahko moril. Ja. Če bi se znašla v situaciji, ki bi to potegnili ven iz mene. Mogoče je glih tle ta moment, da smo lahko malo bolj ponižni pred življenjem. Ja. Povabilo k raziskovanju. Tle se mi zdi tudi, kar je meni blizu, je tudi, veš to, če misliš, da ta quote mi je zanimiv, če misliš, da že vse veš, ali pa če misliš, da karkoli veš, nisi prišel niti še tako daleč, da bi kot vedel, da bi se nimaš pojma, ne. Je ful zanimiv. Vabi k tej ponižnosti, ne, koliko malo vemo, pa recimo, ne vem, se z neuroznanosti spet je znano, da ne vem, par procentov lahko zaznavamo, ne vem, 3% lahko zaznavamo te realnosti, zelo malo, ne. In pa kaj izhajam iz tega, jaz pa vem, jaz pa vidim zdaj v tvojo podzavez, jaz pa ne vem kva, sem, ne vem kakšne energije, ne vem kva. Mogoče si pa sam človek, pa se disociraš, pa ti je težko, recimo, to je v duhovnosti dosti tega, ne. Kakšni so te mehanizmi psihe in živčnega sistema in si potem kar začnemo zmišljavati neke, koliko smo mi veličastni, ne. Medtem ko meni je bliže to, da dostikrat ljudje, ki imajo mogoče kakšen procent več zavedanja, so ponovno dosti bolj se zavedajo te omejenosti, te svoje lastne, to, ko sem prej rekel, te lastne norosti, teh lastne nekompatibilnosti, recimo. Yes. Še zadnje vprašanje imam zate. Vedno je enako, oziroma na enak princip in te vrne nekam v preteklost, ampak ničesar ne spreminjaš. In moje vprašanje bi bilo, če bi lahko še enkrat podoživel en trenutek v odnosu, ki ti je potrdil, kaj v resnici ohranja bližino med ljudmi. Kjer trenutek bi to bil? Če še enkrat ponovim, kako? Vrnil bi se, mogoče, ali pa če ga preoblikujem tako, če bi podoživel še en trenutek, kjer se je zgodil en moment. To je to, kar v resnici ohranja bližino med ljudmi. Nek specifičen trenutek iz mojega življenja. Tako. Na misel so mi prišli dve situaciji. Ena je v odnosu do moje mame, pokojne. Če en spomin imam, tega sem tudi dosti uporabljal pri lajšanju svojih travmatskih odzivov. Se pravi, da ležim v postelji in me boža po glavi. Se pravi, dotik, stik. Mogoče to, no. Nek stik, dotik, fizičen dotik. Ta bližina. Ni tisto, kar ohranja. Ja. Hvala, Javor. Hvala tebi.